Ne vem, če je pedagoški poklic izgubil identiteto. Veste, mi smo imeli v zadnjih desetletjih, rekel bi, precej navideznega ugleda finančnega inženiringa. Vse tisto, kar daje hitre rezultate, je bilo bolj cenjeno. Ampak ta kriza nas je že naučila, če nas pa še ni, nas še bo, da pravzaprav vredne stvari nastajajo počasi. In pedagoški poklic je značilno tak. Izobraževanje mladega človeka poteka dolgo in samo če res kvalitetno da dobre rezultate. Veliko več časa za to potrebno kot za kakšne finančne hokus pokuse, ki smo jih gledali v zadnjih letih. No, mi se moramo odvaditi tistih slabih navad, ki smo se jih navzeli v teh letih in se posvetiti pravim vrednostim, pravim vrednotam. In izobrazba, izobraženost je prav gotovo zelo visoko med vrednotami vsakega človeka, ne glede na čas. Mislim, da Mariboru nič ne manjka. Maribor doživlja zelo lep univerzitetni razvoj in predvsem mora razviti več samozavesti in narediti čim več prireditev, kjer se bo univerzitetni dosežek pokazal na različnih fakultetah. No, danes smo imeli na tej proslavi eno izjemno zanimivo umetniško doživetje. Ne verjamem, da je prav veliko pedagoških fakultet na svetu, ki se lahko predstavijo s takšno kvaliteto zborovskega pevskega nastopa. To je izjemen dosežek. V svetovnih primerjavah je to nekaj posebnega in velikega. Pripričan sem, da se najde na Mariborski univerzi še marsikaj vrhunskega in to je treba bolje predstaviti, bolje pokazati. Maribor mora postati bolj znan po svojih vrhunskih univerzitetnih dosežkih. So po vašem mnenju, glede na težke čase, ki jih preživljamo, to dobri časi za univerzitetna središča? Ali menite, da bodo ljudje tako kot nekoč izobrazbo jemali kot nekaj sekundarnega? Ne, mislim, da je izobrazba samo čedalje pomembnejša in da ljudje to dobro razumejo. Vprašanje pa je, ali znamo ponuditi pravo strukturo izobrazbe. Mi verjetno potrebujemo v tej strukturi več tehničnih disciplin, več naravoslovnih disciplin, boljše rezultate in večjo množičnost na teh področjih. Potrebujemo potem tudi boljšo povezanost izobraževanja s praktičnim življenjem in to že na zgodnejših ravneh od srednjega šolstva naprej. In verjetno moramo tu poiskati kakšne nove rešitve, ki bodo po eni strani mladim ljudem omogočale, da dovolj zgodaj razvijajo znanja, ki so lahko podlaga za njihovo eksistenco, za njihovo življenje. No, po drugi strani pa seveda zagotoviti tudi vrhunskost v raziskovalnih rezultatih, ker brez njih ni odličnih univerz. Spravi, vrhunsko raziskovanje je kritično za univerze. Pedagoška fakulteta v Mariboru še bo vedno ostajala zvesta svojim nekako koreninam. Torej gre za ustanovo, katera je prvenstveno v tem prostoru namenjena izobraževanju vzgojiteljskega, učiteljskega kadra, torej na vseh ravneh izobraževanja. Hkrati tudi, najbrž ste zasledili v proslavi, tudi izobraževanju športnih trenerjev, kar je bila včasih tradicija v Mariboru, potem je nekaj časa zamrla. V bodoče tudi želimo posvetiti določeno energijo elementom, ki jih je prej gospod predsednik tudi omenil, še zlasti na področju v bistvu inkluzivne pedagogike, torej dela z otroci s posebnimi potrebami, ker želimo tudi tukaj v Mariboru dati nek doprinos k razvoju tega kadra, ki ga tudi v tem prostoru nam manjka. Kako se je poslanstvo učiteljev spremenilo v zadnjih letih? Ja, spremenilo se je predvsem zaradi same družbe, v kateri delamo in živimo. Torej, otroci so danes drugačni, kot so bili včasih, in zaradi tega je treba tudi sistem poučevanja, kako bi rekel, prilagoditi te drugačnosti. Ne mislim to v slabem smislu, to drugačnost, ampak v tem smislu, da je prenos informacij, prenos pravzaprav različnih znanj drugačen v tem trenutku in s tem posledično se mora tudi vloga učitelja prilagoditi vsemu temu, da učitelj več ni tisti glavni, kateri, kako bi rekel, to znanje prenaša do otrok, ampak je neke vrste moderator, neke vrste usklajevalec teh znanj, da seveda na ta način otroci lažje ta znanja povezujejo v neko smiselno celoto. Iz besed Toneta Partljiča bi lahko sklepali, da je Univerza v Mariboru izgubila veliko svojega sijaja, ki ga je nekoč imela. Mislim, da se ta sijaj, recimo, da seli iz področja na področje, tudi iz fakultete na fakulteto. Valovanje pa je ena zelo naravna oblika gibanja. Torej, je ni institucije, ki bi zgolj rasla in bila samo vedno boljša in boljša.
Tudi padci so potrebni, da ozavestimo svoje napake in jih popravimo. Kar se tiče pedagoške fakultete, res izobražuje za poklic, ki je izjemno pomemben za celotno družbo. Pa to ni le poklic, to je res življenjsko poslanstvo, biti učitelj. Mislim, da je ena od ključnih nalog, ki jo mora tudi univerza deloma prevzeti nase, povrniti ugled učiteljem. To lahko seveda naredimo na ta način, da izobražujemo res kvalitetne učitelje, ki svoje poslanstvo tudi vzamejo kot svoje poslanstvo, ne zgolj kot svoj poklic, ki se stalno izpopolnjujejo v tem in seveda nimajo kot cilj le oddelati svoje pedagoške ure, ampak predvsem skupaj z učenci prihajati do novih spoznanj. No, v tej današnji družbi pa je to še posebej pomembno, torej najti načine, kako te generacije mladih motivirati za to, da bodo spoznavali, se sistematično učili, študirali. Toliko je nekih privlačnosti v današnjem svetu, da je pravzaprav mlade veliko težje navdušiti za učenje. Ampak načini so, to sem prepričan, treba jih je izboljšati in uporabiti.